Spoštovane članice, člani Slovenske ljudske stranke, dobrodošli v Zelenih Zrečah, dobrodošli tu pod Pohorjem. Res je, tako kakor je dejal domači župan, nismo šli na vrh Pohorja, smo pa tu v zelenju slovenskega Pohorja. Danes vas prvič pozdravljam kot predsednik Slovenske ljudske stranke, zato mi dovolite, da vas pozdravim tudi v imenu ožjega vodstva, ki je tu spredaj z nami, strani treh podpredsednikov Janeza, Olge, Jasmine, strani naših poslancev Miha, Jasmine, Janeza, svojim imenom in seveda v imenu našega poslanca Jakoba in seveda našega Franca Pukšiča. Vesel in ponosen sem, da ta šotor poka po šivih, da ste nekateri celo morali biti zunaj, zato smo prvotno mislili iti na Pohorje, kjer je prostora dovolj, verjamem pa, da se bomo imeli tudi danes tu v redu in da bomo lepo opravili naš tabor. Pozdravljam naše cenjene goste, ki so danes tu med nami. Zato mi dovolite, da takoj na začetku pozdravim našega cenjenega gosta, Josefa Dola, predsednika Evropske ljudske stranke. Slovenska ljudska stranka je prva članica skupine Evropske ljudske stranke, ki je leta 2001 postala polnopravna članica. Gospod Dol pa je prvi predsednik Evropske ljudske stranke, ki se je udeležil našega tabora. Zato smo ponosni in veseli, da je letos v tem pomembnem letu tako. Josef, welcome in Slovenia, welcome between us in Slovenian People Party. Dovolite, da iskreno pozdravim med nami naše prijatelje, kolege iz Nove Slovenije, krščanskih demokratov, na čelu katerih je njihova, danes tu z nami, njihova predsednica, gospa Ljudmila Novak. Lep pozdrav domačemu županu, magistru Borisu Podvršniku, tudi ostalim županom, ki ste iz tega konca in tudi, ki ste prišli sem širom iz cele Slovenije. Prijazen pozdrav in iskrena zahvala za darovano svetomašo župniku, mojemu staremu prijatelju Jožetu Vogrinu. Prav posebej z veseljem pa med nami predstavljam kandidatke in kandidate naše skupne liste, liste NSI in Slovenske ljudske stranke, na čelu katere je naš prvi predsednik po osamosvojitvi, gospod Lojze Peterle. Dobrodošel med nami, verjamem, da bosta vidva s predsednico, tudi ostala dva kandidata iz te liste, gospod Čadoničeva in gospod Hojs, enako dobrodošla med nami, kot smo bili mi prejšnjo nedeljo pri vas na vašem taboru v Dolenjskih Toplicah. Lep pozdrav županskim kandidatom, ki bodo letošnjo leto nastopili na volitvah. Lep pozdrav tudi vsem simpatizerjem naše stranke. Dovolite, da med nami prav posebej pozdravim danes, ko so z nami tudi naše družinske člane, ki morajo predvsem v teh tednih, pa verjamem, da tudi v naslednjih mesecih, kot je pred nami politiki veliko dela, mnogokrat čakati na nas doma, danes so tu z nami, zato dobrodošli in iskrena hvala za to, kar prispevate, da lahko aktivno sodelujemo v politiki. Lep pozdrav pa tudi seveda predstavnikov medijev, ki spremljate naš tabor. Slovenska ljudska stranka je bila ustanovljena kot Slovenska kmečka zveza.
prva demokratična politična stranka po drugi svetovni vojni v enopartijskem sistemu. In v tem tednu smo dopolnili 26 let. Orali smo ledino demokratizacije v Sloveniji, slovenski kmetje pa so skupaj z očeti naše stranke bili nosilci demokratičnih sprememb in osamosvojitve Slovenije. Veliko, ki nas je danes tu prisotnih, nas je bilo 12. maja 1988 prisotnih v znameniti Unionski dvorani. Prisluhnili in sledili smo idejam in sporočilu znamenitega majniškega zborovanja. Žal pa danes ni več med nami idejnega očeta naše stranke, kmeta, agronoma, profesorja, poslanca Državnega zbora Republike Slovenije in politika z velikimi črkami. Politika, ki je na prvo mesto vedno postavljal ljudi in državo, nikoli sebe. Politika, ki je še v času nekdanjega socialističnega sistema ter enopartijske vladavine znal navdihniti in povezati mlade kmete, študente, somišljenike, s katerimi je slovenska pomlad dobila zagon za demokratizacijo, ki je peljala k osamosvojitvi Slovenije in ustanovitvi samostojne slovenske demokratične države. Profesorja, doktorja Franceta Zagožna. Globoko spoštovanje do njegovega dela in osebnosti mu poklonimo minuto molka. Slava njegovemu spominu. Taborska gibanja so se pričela v Sloveniji leta 1868. Nadaljujemo pa ga Slovenci povezani v strankah, ki delimo krščansko-demokratske vrednote. Prejšnjo nedeljo smo se družili v Dolenjskih Toplicah na taboru Nove Slovenije, danes pa smo člani Slovenske ljudske stranke zbrani tu pod Pohorjem. Zbrani smo že na 19. taboru Slovenske ljudske stranke. Naš tabor je zborovanje, kjer ne le množično povemo, kaj je narobe v tej družbi, kakšne so naše zahteve, ampak tudi povemo, na kakšen način bomo naše zahteve udejanjili. Čas v Sloveniji še zdaleč ni preprost. Čeprav živimo v lastni državi slovenskega naroda, o kateri so naši predniki stoletja sanjali. Da smo ustanovili lastno državo, smo lahko ponosne vse demokratične sile, ki so nastale ob koncu 80. let. Slovenska kmečka zveza je bila prva lastovka slovenske pomladi. Tedaj najštevilčnejša politična organizacija z idejnim očetom naše stranke, profesor dr. Francem Zagožnem, in našim prvim predsednikom, Ivanom Omanom, se je zavedala, da se morajo dobro misleči ljudje povezati, zato je tedaj pomagala ustanavljati druga demokratična gibanja in stranke. Skupaj z nosilcem naše skupne liste, gospodom Lojzetom Peterletom in ostalimi nosilci demokratizacije tistega časa ter na osnovi enotne volje slovenskega naroda je bila 8. maja 1989 podpisana znamenita Majniška deklaracija. Se še spomnite? Mnogo od vas je bilo takrat na tem zborovanju. Kot predsednik Slovenske ljudske stranke bom vlagal vso energijo v to, da jo bomo udejanjili tako, kot 10 božjih zapovedi Svetega pisma. Znova in znova, danes in jutri. Demokrati združeni v Demosu so v veliki meri udejanjili ključna sporočila Majniške deklaracije. Nažalost so nekateri tisti, ki so se podpisali pod njo,
leta 1989, kad kasneje odigrali pomembno vlogo pri razgradnji Demosa. V Slovenski ljudski stranki spoštujemo in živimo Majniško deklaracijo, ki smo jo podpisali 8. maja leta 1989. Je sveta in edinstvena. Moramo pa jo izpolniti v celoti, to, kar je v njej zapisano. Kje se danes nahaja Slovenija, 26 let po ustanovitvi Slovenske kmečke zveze, 25 let po podpisu Majniške deklaracije? Doseženi in preseženi so cilji, ki so si jih zadali kleni Slovenci na znamenitih taborih ob koncu 19. stoletja. Slovenski jezik uporablja uradništvo. Pridige pri sveti maši se govorijo v slovenskem jeziku. Slovenci živimo v samostojni in suvereni državi. Smo polnopravni člani Evropske zveze in to so, spoštovani, veliki dosežki. Katere pa imamo probleme v Sloveniji danes? Še vedno nismo poiskali vseh grobov naših prednikov, ki so bili s strani Slovencev pobiti ob koncu druge svetovne vojne. Še vedno se sprašujemo o početju službe državne varnosti UDBE v 60., 70., 80. letih. Danes se sprašujemo, kdo je bolj zaslužen za osamosvojitev Slovenije, pod katero zastavo moramo proslaviti to osamosvojitev Slovenije. Še danes nimamo razčiščene matere vseh afer v Sloveniji, orožarske afere iz osamosvojitvenih časov, in še danes se ve, ali so se res nosile vreče denarja preko slovenskih meja. Slovenci še vedno ne vemo, kdo je pokradel premoženje, ki so ga skupaj spravljale naše generacije. Ljudje se še vedno sprašujejo, ali sta v Sloveniji dve pravni državi. Pravna država za ene in pravna država za druge. Ena za malega človeka in druga za vplivne lobije in elite. Zato se upravičeno sprašujemo, ali lahko popolnoma zaupamo slovenskemu pravosodju in organom pregona. Pridemo celo tako daleč, da posamezniki tik pred tem, ko bi morali sesti za zapahe, izginejo neznano kam. Ljudje protestirajo pred sodišči ob izreku sodb in najvplivnejši ljudje naše države dobijo vročene sodbe na čudnih mestih. Pravosodstvo moramo reformirati. In pred nami je veliko zelo hudih, resnih izzivov. In zato v Slovenski ljudski stranki v teh dneh delamo z roko v roki. Z roko v roki z našo sestrsko stranko, prijateljsko stranko Novo Slovenijo, se povezujemo za skupen nastop na evropskih volitvah in govorimo o tem, kako bomo ob koncu tega volilnega leta sedeli skupaj in izpeljali ključne reforme, katere je potrebno izpeljati v Sloveniji v teh težkih, resnih in tudi odgovornih časih. Dobro leto je tega, spoštovana Ljudmila, kar sva prvič sedla na kosilo in se pogovarjala o sodelovanju najinih dveh strank. Spoštljivo, iskreno in dobronamerno. Z razumevanjem, da skupna zgodovina naših dveh sorodnih strank nosi tudi kakšno prasko rano iz preteklosti.
z globokim zavedanjem, da se rane celijo in da znamo mi stopiti skupaj. Za boljšo prihodnost je treba sodelovati. Iskren in partnerski odnos je ključ, da naše ideje in programe za izhod Slovenije iz krize tudi uresničimo. Ponosen sem, da lahko tako danes tu v Zrečah, kot prejšnjo nedeljo v Dolenjskih Toplicah, skupaj predstavljamo skupno listo Nove Slovenije in krščanskih demokratov. Listo 4 kandidatk in 4 kandidatov, katere nosilec je naš Lojze Peterle, eden izmed ključnih osebnosti osamosvojitve Slovenije. Tako kot je danes vaš aplavz iskren, smo deležni iskrenega aplavza in odobravanja temu, kar počnemo, tudi na terenu v teh dneh med ljudmi. Mi smo zapisali, da verjamemo v ljudi. In ljudje verjamejo naši skupni listi pod številko 6. Še enkrat izražam velik ponos in zadovoljstvo, spoštovani gospod Jozef Dol, da ste danes z nami. Da ste z nami danes, ko se skupaj predstavljamo pred našim članstvom. Bili ste eden prvih, ki ste pozdravili to, kar počneta Slovenska ljudska stranka in Nova Slovenija v Sloveniji. Tudi vi ste prevzeli Evropsko ljudsko stranko v kritičnem času. V času, ko smo se poslovili od našega velikega predsednika gospoda Martensa, v času, ko smo morali člani Evropskih ljudskih strank stopiti skupaj in narediti vse, da bo Evropsko komisijo po naslednji nedelji vodil naš odličen kandidat za predsednika Evropske komisije, gospod Jean-Claude Juncker. Excuse me. Tu pred vami, spoštovani članice in člani Slovenske ljudske stranke, in pred vami, spoštovani predsednik, gospod Jozef Dol, obljubljava, da bomo to sodelovanje med strankama nadaljevala tudi v prihodnje. Kajti pred nami so številni izzivi, ki bodo v letošnjem letu pokazali, komu zaupajo Slovenke in Slovenci, komu zaupajo, da vodi naš priden, marljiv, pošten narod. Pred nami so namreč lokalne in državnozborske volitve. Pred lokalnimi volitvami, za katere že dolgo časa vemo, da bodo konec septembra, začetku oktobra, smo v obeh strankah optimistični. Optimistični, ker na lokalnem nivoju deluje zelo veliko odličnih županov, odličnih svetnikov, predsednikov krajevnih skupnosti, ki so naši člani. To so znani obrazi. To so obrazi, ki velikokrat en za drugim dobivajo potrditev, da vodijo svojo domačo občino. Občine so tiste, ki so Slovenijo naredile takšno, kakršno je danes. V vsaki slovenski občini, skoraj v vsaki večji vasi v Sloveniji imamo tablo, kjer so spomeniki Evropske skupnosti. Se pravi, naši skupni projekti. Župani so tisti, ki so naredili, da so lahko ti projekti izvedeni. Župani in ljudje, ki delujejo na lokalnem nivoju. Nekateri naši politiki so ocenili, da bi bilo potrebno število občin razpoloviti. En odličen slovenski župan, ki je izkoristil zelo veliko evropskih sredstev
je na nekem srečanju županov dejal, da je prepričan, da bo prej ukinjen tisti minister, kot bo ukinjene slovenske občine. In tako se je zgodilo. Danes bo tu predstavljen šopek naših županskih kandidatov. Takoj po opravljenih evropskih volitvah bo to število, ki presega že 100 evidentiranih kandidatov, stopilo med svoje ljudi po Sloveniji in prepričan sem, da bomo v marsikateri občini najdli tudi skupnega kandidata Slovenske ljudske stranke in Nove Slovenije in tudi skupne kandidate za občinski svet, predvsem tam, kjer je vzpostavljen večinski sistem. Spoštovane in spoštovani, pred nami so tudi predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije. V teh dneh slišimo zopet, da je potrebno na slovenski politični prostor pripeljati nove obraze. Sam mislim, da moramo v Sloveniji predvsem sneti maske iz številnih obrazov. V Sloveniji je vse preveč tistih, ki zamenjajo oblačilo, nadanejo nove maske in obljubljajo, da poslej bo vse dobro. V Slovenski ljudski stranki in v Novi Sloveniji prisegamo na to, da je potrebno v politiki narediti to, kar nas je naučil naš spoštovani dr. Franc Zagožen. Znamenite so njegove besede, ko je dejal, da je politika služenje. Ampak to ni služenje denarja, to je služenje ljudem. In v Slovenski ljudski stranki smo pripravljeni, da pošteno in odgovorno delamo naprej. Nekateri govorijo o tem, da je potrebno spremeniti volilni sistem. Tudi mi se strinjamo s tem, da naš volilni sistem ni idealen in da ga bo v prihodnje potrebno spremeniti in pri tem bomo v Slovenski ljudski stranki tudi sodelovali. Vsekakor pa mislimo, da noben sistem ne bo prinesel sprememb na bolje. Spremembe na bolje bodo prinesli pošteni in odgovorni politiki. Spremembo na bolje bodo prinesli politiki, ki so pripravljeni stopiti preko svojih meja svojih strank, znati pogledati v oči tudi političnim konkurentom, predvsem pa znati stopiti med ljudi, jih razumeti in narediti to, kar je v nekem trenutku v državi potrebno storiti. In tako kot bodo padale maske z obrazov nekaterih ljudi, bomo tudi v Sloveniji morali stopiti skupaj in narediti določene spremembe. V Slovenski ljudski stranki smo prepričani, da je potrebno več pristojnosti prenesti na lokalno raven. Na lokalni ravni se morajo opraviti večina operativnih nalog, ki so še danes vedno na ministrskih nivojih. V Slovenski ljudski stranki smo prepričani, da se moramo tudi v državi obnašati podobno, kot se obnašate vi doma, kot se obnašamo vsi doma, da imamo tudi urejene finance. Tako morajo biti tudi javne finance urejene in enostavno ne smemo v nedogled zadolževati naše mlade, ki bodo odplačevali naše dolgove desetletja. Da pa bomo dosegli te velike cilje, moramo predvsem ustvariti pogoje za dobro delo. V Sloveniji mora enostavno več ljudi delati. Če bo več ljudi delalo, bo več denarja v pokojninski blagajni. Če bo več ljudi delalo, bo več denarja v zdravstveni blagajni. Bo več denarja za tiste, ki so pomoči potrebni in zato tudi z tega mesta
potrjujem to, kar je dejal Jean-Claude Juncker, ko je dejal, da so časi preresni, da bi socialisti vodili Evropo in socialno državo, socialo. Socialo se da voditi takrat, ko ljudje imajo delo, in v Slovenski ljudski stranki, Novi Sloveniji in Evropski ljudski stranki bomo poskrbeli predvsem za delo. Poskrbeli na takšen način, da ne bomo spostavljali novih in novih davkov, ki jih nihče ne razume, nihče ne ve, odkot bi jih plačal. Podobno kot je bila narejena neumnost z nepremičninskim davkom, ki smo ga z roko v roki, pa na koncu tudi ob trezni razsodnosti Ustavnega sodišča preprečili. Na podoben način bomo nadaljevali v naslednjih mesecih. Vas, spoštovane članice in člani Slovenske ljudske stranke, pozivamo, da greste na volitve, na vse volitve, ki so pred nami. Kajti na takšen način prevzamemo odgovornost za svoje delo in date možnost tistim, ki smo pripravljeni v politiki resno in odgovorno delati na dolgi rok. Prvo priložnost imate naslednjo nedeljo in obkrožite številko 6. Naj zaključim svoj nagovor tudi z besedo zahvale. Z besedo zahvale organizatorjem tega tabora, ki so skupaj z našim tajništvom stranke v tem tednu predstavili lokacijo nižje sem v Zreče. Velikokrat tem ljudem pozabimo reči besedo hvala. Včasih pa se zgodi celo to, da mora nekdo v tednu, ko je največ dela, na stran dati tudi svoj življenjski jubilej. Eden od jubilejev, ki ga najbolj z veseljem proslavljamo, je jubilej, ko dosežemo zlata Abrahamova leta. Zato mi dovolite, da kljub temu, da vem, da bo ta nekdo zelo slabe volje, potem, ko ga bom sedaj povabil na oder, ker to ni v scenariju, pride sem na oder in se zahvalim naši Mateji Jagodič. Mateji Jagodič, ki jo poznamo že vse od 88. leta, ki daje vso energijo, srce za Slovensko ljudsko stranko. Ni lepo, da povemo, koliko je stara, ker pa že toliko let z nami ste si največ mislili, koliko je stara. Iskrene čestitke, Mateja, in vse najboljše ti želim in še čim več let uspešno s Slovensko ljudsko stranko naprej. Naj Bog živi tebe, naj Bog živi Slovensko ljudsko stranko in Slovenijo in Evropsko skupnost.